Izraelsko vrhovno sodišče razmišlja, ali lahko razreši ministra v vladi, ki ni bil obtožen ali celo zaslišan kot osumljenec. Če mislite, da se to sliši kot nekaj, česar zahodna demokracija nikoli ne bi storila, imate prav. In moramo se pogovoriti o tem, kaj se dogaja in zakaj. Sem Elona Mazelviament in to je osnovni zakon. Zdaj bomo govorili o primeru, ki že leta tli in se osredotoča na dve najbolj sporni osebnosti v izraelskem javnem življenju, ministra Itamarja Ben-Gvira in generalno tožilko Gali Barav Miaro. Toda osredotočanje na osebnosti spregleda izjemen pomen tega primera. Ta primer sega v samo srce izraelske demokracije, javne varnosti in vprašanj, ki bodo morda odločila o sestavi naslednje vlade. Še naprej se razvija in o tem bi morali vedeti. Naj povem že na začetku, da gre za zapleten primer z veliko različnimi plastmi in zanimivimi podrobnostmi. Zato vam bom poskušala predstaviti bistvo, saj je bilo o tem v angleščini slabo poročano. Kljub temu, če vas ta tema zanima, vas spodbujam, da o njej preberete čim več, saj lahko danes le površinsko obravnavamo nekatere izjemno pomembne zadeve. Poglejmo si torej tri vidike. Prvič, tu je ustavni spopad. Ni zahodne demokracije, kjer bi sodišče na zahtevo pravnega predstavnika vlade odredilo odstranitev ministra, ki ni bil obtožen. Z klasičnega vidika to preprosto ni naloga sodišča. In reči, da to krši načelo delitve oblasti, je premalo povedano. To namiguje, da prave delitve sploh ni bilo od začetka. Drugič, v ozadju je tudi spor glede politike. Ben-Gvir in pravosodni establishment se resnično ne strinjajo glede tega, kakšna naj bi bila izraelska policija, in to nesoglasje se dotika prioritet pri uveljavljanju zakonov, upravljanja zaporov, kazni za terorizem in imenovanju policiji, med drugim. Življenja so na kocki in ni vedno jasno, kdo je odgovoren za oblikovanje politike. In obstaja trditev, da je pravni sistem sam ključni dejavnik te disfunkcije. Tretjič, tu je še strukturna uganka. Zakaj država, ki je zdaj stara 78 let, še vedno ni prepričana, kdo vodi njeno policijo in kakšna je cena te zmede za nas? Pojdimo. Tukaj so ključne informacije, ki jih morate poznati, da boste razumeli ta primer. Itamar Ben-Gvir je decembra 2022 prevzel funkcijo ministra za nacionalno varnost s programom bolj odločno nacionalističnega pristopa k policiji. Spor s pravosodnim establishmentom se je začel praktično že prvi dan. Njihovo mnenje je, da ministri določajo politiko v grobih obrisih in se ne vmešavajo v operativno delo. Po njegovem mnenju je bil izvoljen zato, da spremeni delovanje policije in uporabil bi vsa zakonita sredstva, da to doseže. In ker gre za Izrael, je bila takoj vložena peticija, ki je zahtevala razveljavitev njegovega imenovanja zaradi standarda skrajne nerazumnosti. Vrhovno sodišče je to peticijo zavrnilo šele leto dni kasneje, celo malo več, čeprav odločitev ni bila brez kritike Ben-Gvirja in je poudarilo, da bo neodvisnost policije ohranjena tudi v njegovem mandatu. Sledile so še dodatne peticije, potem ko je bil nekaj časa minister, in te peticije so skušale prisiliti predsednika vlade, da odpusti Ben-Gvirja iz istih razlogov. Generalna državna tožilka je predsednika vlade prosila, naj ponovno razmisli o njegovi imenovanju. Ben-Gvir je na kratko odstopil svojega položaja v začetku leta 2025 v znak protesta proti dogovorom o talcih v Gazi, nato pa je bil kmalu zatem ponovno imenovan, kljub nasprotovanju generalne državne tožilke. Zdaj, kot oseba, ki nadzoruje dostop ministra do pravnega zastopanja vlade, bodisi prek svojega urada ali po lastni presoji prek zasebnega odvetnika, je generalna državna tožilka pristala braniti imenovanje Ben-Gvira na sodišču le pod pogojem, da aprila 2025 podpiše pisni okvirni dogovor o načelih. Ta dogovor mu je strogo prepovedoval vmešavanje v operativno delo policije, posamezne preiskave ali napredovanje policistov pod določeno stopnjo. Do konca leta 2025 in začetka leta 2026 se je stališče generalne državne tožilke spremenilo. Obvestila je vrhovno sodišče, da je okvir postal, citiram, mrtva črka na papirju, ker je trdila, da je Ben-Gvir sistematično kršil njegove pogoje. Navedla je njegove javne komentarje o tekočih preiskavah, njegovo neposredno vpletenost v taktike policijskega nadzora protestov in poskuse, da bi zaobšel policijskega komisarja pri kadrovskih odločitvah. Tukaj je še en pomemben podatek. Po poročanju izraelskih novinarjev Amita Segala in Avishaja Grensaga se je generalna državna tožilka obrnila tudi na takratnega šefa Šimbeta Ronena, Bara, da bi zbral gradivo o vedenju Ben-Gvirja, da bi ga uporabila v svojih vlogah proti njemu na vrhovnem sodišču. Naj to ponovim.
Če je to poročanje točno, vodja izraelske notranje obveščevalne službe je bil napoten, naj zbere informacije o aktualnem ministru, da bi podprl tožbo proti njemu, ki jo je sprožila vladna pravna svetovalka. Preiskava pa po več virih ni prinesla nobenih rezultatov. Zdaj Ben-Gvirjeva ekipa zavrača večino dejanskih trditev generalne državne tožilke. Kar pa večkrat potrdi, tako na zaslišanju kot zunaj njega, je, da je imel močan vpliv na imenovanje. Ona pravi, da jaz določam politiko in spreminjam policijo, pravi on. Ima prav. Ona pravi, da se vmešavam v imenovanja, da sem imenovala več kot 1000 ljudi, da bi uresničila svojo politiko. Tudi glede tega ima prav. Ameriškemu ušesu se verjetno ne zdi nič posebnega, če minister ureja višje imenovanje v organu, ki je podrejen njegovemu ministrstvu. In minister je dejansko po zakonu pooblaščen, da to tudi stori, seveda ob določenih zakonskih omejitvah, kot sta prepoved skrajne nerazumnosti ali upoštevanja neupoštevnih okoliščin, pri čemer mora zagotoviti, da je njegova presoja strokovna in ustrezna. Toda kot običajno v Izraelu je tudi tukaj precejšnja nejasnost glede tega, kje se pristojnosti posameznikov začnejo in končajo. In pri Ben-Gvirju, ki je pravi politični magnet za spore, če je kdo takšen sploh obstajal, pravni establishment skuša to nejasnost obrniti sebi v prid. Tako to deluje. Policijska uredba iz leta 1971 dvoumno razdeli pristojnosti med policijskega komisarja in ministra. In 3 ločene javne komisije, Cadok, Og in Zamir, so skozi desetletja priporočile, da se ministrova pooblastila za določanje politike pojasnijo, ne da bi mu dovolili posegati v operacije. Ta priporočila niso bila sprejeta v zakonodajo vse do 37. amandmaja leta 2022, katerega del je Vrhovno sodišče razveljavilo, del pa pojasnilo leta 2025. Medtem pa so, kot smo že govorili tukaj, pristojnosti generalne državne tožilke nad ravnanjem ministrov, ki nikoli niso bile zapisane v zakon, skozi sodno prakso zrasle v nekaj, kar je skorajda postalo veto. Zdaj je v praksi ministrici dovoljeno oblikovati splošno politiko za policijo, ne sme pa dajati posebnih navodil glede izvajanja ali se vmešavati v posamezne operacije. To sodišče je tudi zahtevalo, da se Ben-Gvir posvetuje s pravnimi organi glede politik povezanih z demonstracijami in preiskavami. In morda najbolj vroče sporno vprašanje je vprašanje kadrovskih imenovanj, kjer je glavni argument proti Ben-Gvirju ta, da s tem, ko imenuje policiste, ki se strinjajo z njegovo politiko, ogroža neodvisnost policije. Protiargument temu pa je seveda ta, da je minister ne le po zakonu in strani demokratično izvoljene koalicije pooblaščen za imenovanja, ampak da ima ministrski položaj brez teh imenovanj zelo malo teže. Kot je nekoč rekel predsednik Reagan, so kadri politika. To ne pomeni, da bo vsako imenovanje dobro in dejansko boste našli veliko ljudi, tako na desni kot na levi, ki imajo v tem primeru svoje kritike. To prav tako zagotovo ne pomeni, da so imenovanja popolnoma prepuščena presoji ministra. Kot sem že prej povedala, obstajajo prepovedi izjemno nerazumnih imenovanj ali imenovanj, ki temeljijo na dejavnikih zunaj strokovnega področja. Poglejmo si primer, kjer so se vse te stvari zaostrile, in to je zgodba policista Renata Šabana. Za tiste v prevladujočem delu pravne stroke se ta primer zdi kot jasna zgodba o tem, kako je Ben-Gvir oviral napredovanje policista iz političnih razlogov. In za tiste na desnici je to mojstrski primer, kako je elita varuhov in sodstvo zaobšla pisani zakon, kadar je bil v nasprotju z njihovimi interesi. Šaban je bil predlagan za napredovanje na položaj višjega nadzornika in je prejel potrebna priporočila višjih policijskih in pravnih uslužbencev. Ben-Gvir je sprva odobril to napredovanje pod pogojem, da opravi zahtevan tečaj. Vendar pa je Ben-Gvir po pojavu dodatnih informacij o njej zadržal končno odobritev njenega napredovanja. Šaban je bil ključni preiskovalec v primerih Netanjahu, posebej v primeru 4000, ki je bil domnevni afera Bezik, v zameno za ugodno medijsko poročanje. Toda njeno pričanje na sojenju leta 2025 je bilo po kateremkoli objektivnem merilu prava katastrofa. Priznala je, da je lagala pričam tožilstva in nenadoma jo je zajela priročna amnezija, saj je na desetine vprašanj odgovorila: ne spomnim se. Poleg tega jo je Vrhovno sodišče že prej opozorilo zaradi postopkovnih odstopanj pri nezakonitih preiskavah telefonov Netanjahujevih svetovalcev. Šabanova je vložila tožbo, v kateri je trdila, da Ben-Gvir ni imel pooblastil za ponovno presojo svoje prvotne odobritve in da je bila zamuda pri njeni napredovanju povezana z nezakonitimi razlogi.
S tem je izrazila globok in upravičen strah mnogih strokovnjakov na področju pregona, da bi bilo njihovo napredovanje lahko povezano s političnimi namesto strokovnimi razlogi. Tega si ne želite. Nočete, da bi se pomembna policijska pričanja zavirala ali izkrivljala, ker policist ali policistka meni, da se mora podrediti. Po drugi strani pa je Ben Gvir trdil, da lahko ponovno preuči odločitev o napredovanju in da želi dodatno preverjanje dejstev o Sabanu. In za tiste, ki spremljajo dogajanje, morda celo preveč podrobno, je to trditev, ki je zelo podobna tisti, ki jo je podala generalna državna tožilka sama. Ko je v svoji svetovalni vlogi začela v bistvu neskončno preiskavo in na koncu preprečila imenovanje kandidata za komisarja za javno upravo Roja Kačlona. Čeprav je Ben Gvir sprva kot enega od razlogov navedel Sabanovo pričanje v primerih Netanjahuja, so nepravilnosti, na katere je opozorilo Vrhovno sodišče, predstavljale še en razlog za zamudo. Okrožno sodišče v Jeruzalemu je pritrdilo Sabanovi, preučilo Ben Gvirjevo uporabo pooblastil in odločilo, da ni bila izkazana nobena podlaga. Upravičilo je dodatno ugotavljanje dejstev. Ugotovilo je, da je Ben Gvir ravnal na podlagi teh prepovedanih neupoštevnih razlogov. In ko je vztrajal pri svojem, je sodišče sprejelo brezprecedenčno odločitev, da ima Sabanovo napredovanje retroaktivno pravno veljavo, kljub temu, da ni podpisal. Torej, v praktičnem smislu to pomeni, da je sodišče poseglo v imenovanje in mu dalo pravni učinek brez in proti volji izvršne oblasti. Zdaj generalna državna tožilka obravnava primer Sabana kot njen najčistejši primer, kjer je Ben Gvir zlorabil svojo oblast za politične namene. In izraelska desnica to obravnava ravno nasprotno, kot da varuhi sistema stopajo skupaj, da bi imenovali določenega uradnika mimo ministra, ki izvaja zakonsko pooblastilo. In tako se pojavi vprašanje, ali ne bi morala biti zadeva skrajne nerazumnosti bolj očitna več ljudem? Kaj se zgodi, ko? Ta standard, ki naj bi se prvotno uporabljal redko in nevtralno, vsaj ena stran političnega spektra, če ne obe, razume kot univerzalno orodje, ki pravnemu sistemu omogoča poseganje v politično odločanje. In to je le ena od nevarnosti tukaj. Največja nevarnost pa je, da ne to, niti katerakoli od pravnih pritožb proti Ben Gvirju, od katerih so nekatere morda celo upravičene kot politična kritika, ne dosežejo ravni kaznivega dejanja. Kljub temu pa, pri čemer je Sabanov primer le eden od več, predlagatelji in izraelska generalna državna tožilka poskušajo odstaviti ministra, ki si ga nikoli niso želeli na položaju. In ironično je, da je tukaj predstavljena trditev, da naj bi kumulativni seznam domnevno napačnih dejanj pomenil politizacijo in zlorabo policije, s čimer naj bi spodkopavali njeno neodvisnost. Toda če zakon ni bil kršen, kaj sploh loči to obtožbo od politične preference? In če zakon ni bil kršen, kaj potem sploh omejuje pravni sistem in celo navadne državljane, da preprosto onemogočijo politike, s katerimi se ne strinjajo? Že samo pravo v praksi postaja politično, kakšen pomen ima potem pojem neodvisnosti policije? In kako lahko globoko polarizirana družba zaupa institucijam, ki imajo toliko moči nad njo v imenu zaščite javnega interesa? Vsa ta vprašanja nas pripeljejo do prejšnje srede, kjer so bili v ospredju pravna nejasnost, stopnjevanje večnega ustavnega spora in cel dan pravnih soočenj. To je bilo izjemno zaslišanje. 9 sodnikov, skoraj 10 ur. Javnosti je bil vstop prepovedan, da bi se izognili motnjam. Mimogrede, prepovedala ga je isto sodišče, ki je le teden dni prej razveljavila varnostna navodila iz časa vojne, ki so omejevala število ljudi na protivladnih protestih, zaradi svetosti svobode izražanja na protestih. Bi lahko sodišče odločilo, da bi bil predsednik vlade prisiljen odpustiti ministra, ki ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja? Ali je izraelska demokracija končno, kot Alica v čudežni deželi, padla vse do dna zajčje luknje? Odvetnik Bena Gvirja, David Peter, je sodnikom ostro povzel najbolj konfrontacijsko različico ministrovega primera. Rekel je, nimate nobene pristojnosti. Ne samo, da nimate pristojnosti, nimate niti pristojnosti, da bi rekli, da jo imate. In po ostri izmenjavi mnenj o tej zadevi je bil odgovor enega od sodnikov prav tako zelo razkrivajoč. Temeljni zakon o sodstvu zelo otežuje izogibanje zaključku, da imamo pristojnost. Edino vprašanje je prosti preudarek.
Z drugimi besedami, meje lastne moči bomo določali od primera do primera, vi pa boste to sprejeli. Netanjahujev odvetnik Michael Rubelo je izpostavil jasen zakonski argument. Temeljni zakon o vladi pooblašča predsednika vlade za imenovanje in razreševanje ministrov, ne pa sodišča. Sodnica Solbergova je nasprotovala in poudarila, da se predlagatelji sicer ne opirajo na obtožnico, ampak na niz konkretnih dogodkov, ter vprašala, kako naj sodišče obravnava skupni zapis ravnanja. Po mojem mnenju so ti izmenjani argumenti večji del primera. Doktrinarni pristop, ki so ga sodniki iskali, je bil bodisi razširitev, bodisi odmik od sodbe Derry Pinchasi iz leta 1993. V tem primeru je Vrhovno sodišče odredilo premierju Rabinu naj razreši 2 ministra, obtožena, a ne obsojena korupcije, saj bi bilo nerazumno, če tega ne bi storil. Noben izraelski zakon ni zahteval te razrešitve. Ni bilo in še vedno ni nobenega precedensa ali vzporednice v kateremkoli drugem zahodnem pravnem sistemu, kjer bi sodišče razglasilo, da ima pooblastilo za odstranitev ministrov s funkcije na podlagi sodniško ustvarjenega standarda brez zakonske podlage. Brez zakonske podlage. Ben-Gvir 33 let kasneje je bodisi razširitev te doktrine na področje, ki ga Derry Pinchasi sama ne bi dosegla, ker ni obtožnice, ali pa, v drugi interpretaciji, ki so jo nekateri sodniki preizkusili, gre za povsem drugo kategorijo, ki ni utemeljena na kaznivosti, temveč na splošnem vedenju. Kje nas torej to pusti? 16. aprila, dan po obravnavi, je sodišče izdalo začasno odredbo. Končna odločitev še vedno ni bila sprejeta. Ben-Gvir obdrži svoje ministrstvo, toda napredovanja na višje občutljive položaje, ki se dotikajo preiskav, kazenskega pregona, svobode izražanja ali pravnega svetovanja policiji, se lahko izvedejo le na priporočilo komisarja s 7-dnevnim predhodnim obvestilom generalni pravobranilki. Ben-Gvirju je prepovedano javno komentirati uporabo sile strani policije. V bistvu odredba tesno sledi okvirju načel, kot je bil prvotno podpisan, in strani morata poročati do 3. maja. Po mojem razumevanju s to odločitvijo sodišče priznava, da pleše s hudičem. Namesto da bi to zadevo zavrglo zaradi neprimernosti za sodno presojo, kot bi storilo katerokoli drugo sodišče v katerikoli drugi zahodni demokraciji, sodišče noče priznati, da ima njegova avtoriteta meje. S tem je stopilo na politično minsko polje in skuša se izogniti eksploziji, ki bi jo povzročila razrešitev ministra. Eksploziji, ki bi koaliciji v volilnem letu podarila volilno darilo. Hkrati pa še naprej širi sodno pristojnost nad ravnanjem ministrov. Zdaj bi se lahko in bi se morali vprašati, koliko vse ta kaos dejansko stane. In čeprav po mojih podatkih nihče še ni kvantificiral celotne slike, vam bom dala nazoren primer. Poglejmo izjemno visoko stopnjo umorov v arabski skupnosti v Izraelu. Stopnja se je povečala s 96 izgubljenih življenj v letu 2020 na 116 v letu 2022, na 244 v letu 2023 in 252 v letu 2025, kar je najbolj smrtonosno leto doslej. Približno 88% ubitih je bilo ustreljenih. Stopnja razrešenih primerov, torej delež umorov, kjer policija identificira in aretira osumljenca, znaša približno 10%. Zdaj je očitna skušnjava, da bi s prstom pokazali na ministrico za nacionalno varnost, ki naj bi vodila policijo. In ki je zagotovo glasna in prisotna v središču številnih afer, njene navedene prioritete pa so običajno drugje. In o tem so večkrat poročali. Toda odgovornost za ta problem si v resnici delijo ministrica, policija, generalna državna tožilka in državna tožilka, ki jo nadzira, obveščevalne službe, arabske lokalne oblasti in drugi akterji. In pogledati bi morali generalno državno tožilko, na primer, ker ni le pravna svetovalka, ampak tudi vodja državnega tožilstva. Oseba, ki je na koncu odgovorna za to, ali bodo v primerih vložene obtožnice, preiskave financirane, dogovori o priznanju krivde sklenjeni, obsodbe dosežene. In porast se zgodi v letu, ko ta generalna državna tožilka prevzame funkcijo, medtem ko Ben-Gvir prevzame funkcijo šele decembra tistega leta. Zdaj so podatki državnega tožilstva, ki so jih poročali Knesetu, pokazali 42 obtožnic za umore ob približno 230 umorih v arabskem sektorju leta 2024. Medtem ko so se ti podatki kopičili, je generalna državna tožilka porabljala institucionalni kapital za večletno kampanjo proti ministru, ki nadzira policijo, skupaj z drugimi velikimi ustavnimi spori. Zakaj kriminal v arabskem sektorju ni večja prednostna naloga za institucijo, ki trdi, da ščiti posamezne pravice?
In zakaj mediji s prstom kažejo le na nekatere vpletene akterje in s tem razbremenjujejo druge ključne odgovornosti za zaščito teh življenj? Torej, to je en jasen primer, kjer pomanjkanje jasnosti glede pristojnosti in boji, katerim pravni sistem namenja svoj čas, imata jasne in strašne posledice. To ni edini razlog, je pa eden od njih. Obstaja še ena posledica, na katero bi rada opozorila, preden zaključimo, in ta je nastala že pred Benom Gvirjem, in sicer upad javnega zaupanja v policijo. Zaupanje v izraelsko policijo je bilo oktobra 2020 41%, leto kasneje 33,5%, januarja 2020 pa le še 29%. To je najnižja raven, odkar je izraelski demokratični indeks začel to meriti leta 2003. Inštitut za demokracijo Izraela je zlom pripisal škandalu z vohunsko programsko opremo Pegasus, o katerem so razpravljali tudi v tej oddaji. Inštitut za demokracijo Izraela je zlom pripisal škandalom z vohunsko programsko opremo Pegasus, o katerih smo prav tako govorili v oddaji, ter javnemu ravnanju z Netanjahujevimi preiskavami. Mimogrede, zaupanje v urad generalnega tožilca je v istem indeksu za leto 2022 doseglo rekordno nizko raven. In vse to se je zgodilo še preden je Ben Gvir prevzel funkcijo. Pravzaprav so ti podatki verjetno del razloga, zakaj se je sploh povzpel v politiki. In medtem ko je na funkciji, so ti podatki še naprej nizki, kar priča o še eni instituciji, ki potrebuje temeljito reformo. Toda sodnim varovalom, ki ščiti in morda celo preveč ščiti pred političnimi poskusi spreminjanja teh sistemov, se zdaj soočamo z vprašanjem, kako se to sploh lahko zgodi. Torej, kaj zdaj? Počakamo, da vidimo, kako se bo to razpletlo, ko bo novi dogovor predložen 3. maja? Začasni okvir je seveda že povzročil nesoglasja, saj so se stranke vrnile na sodišče, da bi razjasnile nove spore. Dvomim, da bo Ben Gvir odpuščen, vendar to ne pomeni, da smo brez posledic. Ta primer bo postavil precedens in odprl pot za razrešitev kakšnega prihodnjega ministra, če se bodo stvari še naprej razvijale v tej smeri. In poleg tega, da popolnoma spreminja klasično predstavo o tem, zakaj sodišča sploh obstajajo, ta pristop povzroča kaos in razdor pri vodenju organov pregona. In ne delajte si utvar glede verjetnega političnega odziva. Morda tukaj niso bile vložene obtožnice, vendar volivci na desnici to vidijo kot obtožbo proti njihovim predstavnikom, njihovi koaliciji in njim samim. Reagirali bodo. V zadnjem letu je javna kampanja, ki jo vodi ugledna pravna strokovnjakinja, zbrala več kot 120.000 podpisov pod peticijo, v kateri ameriško vlado pozivajo, naj sankcionira najvišje izraelske politične in pravosodne uradnike, vključno s sodnico Iško Kamit in generalno tožilko Barav Miaro, zaradi njihove vloge pri blokiranju pomilostitve za predsednika vlade. To je poteza, ki jo odločno nasprotujem in za katero verjamem, da popolnoma krši načelo suverenosti, ki ga tako močno poskušamo ohraniti. Toda obstoj te peticije takšne velikosti je treba vzeti kot opozorilo, da pomemben del Izraelcev izgublja vero v demokratično rešitev te težave. Verjameho, da so njihove državljanske in politične pravice kršene zgolj zaradi tega, kdo so in kako glasujejo. Na tistih, ki želijo pokazati voditeljstvo ne moči, ampak voditeljstvo, je, da ravnajo odgovorno in pokažejo zadržanost. Za konec še osebna beseda. Odraščala sem ob zgodbah o izraelskih ustanoviteljih in junakih kot vnukinja starih staršev, ki so skupaj borili v ilegali za judovsko državo. Zdaj tisti, ki poznajo zgodovino, vedo, da odnosi med člani teh različnih podzemnih gibanj niso bili vedno lepi, tako pred kot po ustanovitvi države. Hagana, na primer, ki je predstavljala osrednje delavsko-sionistično gibanje, je včasih sodelovala z Britanci proti rivalskim odporniškim skupinam. In tudi potem, ko je bila država že vzpostavljena, je bil Pinkas Adom, v bistvu članska izkaznica stranke Mapaj, tisto, kar si potreboval za zaposlitev v javnem sektorju. In če je nisi imel, si trpel. Moji stari starši, ki so se borili za državo, so jo morali zapustiti, da so lahko preživeli s 3 majhnimi otroki. Njihovi otroci pa so večinoma odraščali v tujini. Tako sem odraščala s tem zavedanjem, a kljub temu nikoli, res nikoli, nisem slišala slabe besede o Izraelu. To so bili preprosto boji ustanovne generacije, ki je ustvarila čudeže in zato žrtvovala svojo kri. Učili so nas, da imamo radi deželo, državo, ljudi, svojo preteklost in potencial, ki ga še moramo skupaj uresničiti. Zato sem pravzaprav ves čas optimistična, da ne glede na to, kaj se zgodi na najvišjih ravneh vlade, kjer so potrebne reforme,
Skoraj povsod obstaja zdrav nacionalistični čut med izraelskim prebivalstvom, ki bo na koncu preprečil, da bi ta kraj ušel izpod nadzora. Toda tako naravno in človeško, kot je v državi, ki združuje milijone priseljencev z vsega sveta, ne bi smelo biti več prostora za občutek več vrednosti enega dela prebivalstva nad drugim. Prejšnji teden smo prižgali sveče za Yom HaZikaron in bakle so zagorele na Har Herzlu. 10 000 rezervistov še vedno opravljajo svojo 3., 4., 5. rundo Milujima od 7. oktobra. Leta 1947 je v telavivski kavarni Natan Altraman prisluškoval poveljniku Hagane in ustanovitelju Palmaha, ki sta šepetala o tem, koliko jih bo umrlo pri obrambi države, ki je bila pravkar obljubljena na papirju. Tisto noč je šel domov in napisal Magaša Kesif, pesem z naslovom Srebrni pladen. Pesem se zaključi z 2 mladima vojakoma, fantom in dekletom, ki se ob mraku izčrpana približata narodu, še vedno v bojni opremi. In ko narod vpraša, kdo sta, odgovorita: Nahnum Magaša Kesif, šaalav nitna heminata judim. Mi sva srebrni pladen, na katerem vam je bila dana judovska država. In potem napiše Alterman, da oba padeta k nogam naroda, ostalo pa je zapisano v kronikah Izraela. Res je, naslednji izziv je pred nami in ko se bo ta vojna končala, ali morda celo medtem, ko še traja, imamo zdaj delo, ki ga moramo opraviti. Lahko le upam, da bomo skozi razprave, ki jih spodbujajo pravne fakultete, pravniški poklic in družbena omrežja, skozi delo Foruma za pravo in svobodo Izraela ter drugih odličnih organizacij, nekoč pogledali nazaj in se videli kot del rešitve. Čudec smo prejeli na srebrnem pladnju od prejšnjih generacij in naša naloga mora biti, da ga predamo naprej, širšega in močnejšega. Se vidimo naslednji teden.